Zadnje predavanje pred okroglo mizo pa bo pripravila gospa Anja Planinšek, arhitektka in predavateljica na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Govorila pa bo o zadružni stanovanjski gradnji. Izvolite. Hvala. Lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Začela bom pa z enim takim morda malo zoprnim odlomkom iz Zadnje mladine, iz uvodnika, ki mislim, da zelo dobro oriše trenutek, v katerem danes naša družba je. Citiram, naslov uvodnika je 4 leta kasneje. Z vidika državljanov je ponudba, ki bi jo danes morale prebivalcem te države dajati politične stranke, zelo preprosta. Osredotočili se bomo na težave, ki jih imajo različne kategorije prebivalcev. Zagotovitev varnejših zaposlitev za mlade in javna stanovanjska politika na eni strani in na drugi strani povečanje zmogljivosti v domovih za starejše in sodobnejših bivanjskih skupnosti. S tema dvema ukrepoma se razbremeni tudi srednja generacija, ki zaradi spremenjenega načina življenja in dela ne uspe več skrbeti za starše in še več, ne more finančno pomagati svojim otrokom, ki delajo v prekarnih razmerah in si ne morejo urediti normalnih možnosti bivanja. Vlada Mira Cerarja, v kateri so bili tudi socialdemokrati in upokojenci, ni naredila nič od tega. 4 leta so šla mimo, ne da bi se vlada resno dotaknila vsaj enega od teh problemov. Nič niso naredili, da bi zmanjšali obseg prekarnih zaposlitev in da bi s sistemskimi rešitvami prisilili delodajalce, da nase prevzamejo del odgovornosti za zaposlene. Javne stanovanjske gradnje ta vlada ni zagnala, ampak je z gledanjem stran od dogajanja na področju gradbeništva in oddajanja stanovanj po Airbnb dopustila noro rast cen nepremičnin, ki je mlade, ki jim starši ne morejo finančno pomagati, spravila v še večjo stisko. In na koncu, seveda so za družbo pomembne tudi velike investicije, pa gradnja novih elektrarn, a zadovoljstvo življenjem se začne drugje, pri navadnih in navedenih skrbeh slehernika. Zdaj bi jaz samo nadaljevala, zaključila, da v bistvu problem ni v tej zadnji vladi, da problem stanovanjsko gradnjo je in stanovanjsko politiko je, da je bilo to področje vse od osamosvojitve dalje skrajno podfinancirano. In stanovanje je danes bolj kot kdajkoli prej privilegij in predmet socialnega razlikovanja med tistimi, ki stanovanja imajo in tistimi, ki ga nimajo. Zato v imenu vse skupine, v kateri delujem tako na strani izobraževalne inštitucije kot na strani nevladnih organizacij, apeliramo na vse stranke, da zelo resno vzamejo obljubo in stanovanjsko politiko uvrstijo med prednostne naloge svojih programov. In zakaj stanovanjske zadruge? Zakaj smo se nevladne organizacije in hkrati Fakultete za arhitekturo že nekaj let nazaj začeli ukvarjati s problemom in pomanjkanja stanovanj za različne generacije in zakaj ravno stanovanjske zadruge? V bistvu smo v sodelovanju Zavoda Tovarne, Mreže za prostor, Zavoda Trajekt, Zadruge za Drogator in Fakultete za arhitekturo začeli se stanovanjskimi zadrugami ukvarjati leta 2015 in v parih letih študenti razvijali arhitekturne projekte in v sodelovanju Zadruge za Drogator same modele stanovanjskih zadrug kot modela stanovanjske oskrbe. V vseh teh letih smo sodelovali tudi z bodočimi stanovalci, interesenti, tudi z upokojenci in razvijali arhitekturne rešitve in hkrati nekako stopali počasi v povezavo z Ljubljanskim in Republiškim stanovanjskim skladom in nekako do danes prišli do namere o izvedbi pilotnega projekta. Leta 2016 smo organizirali na naši fakulteti mednarodno konferenco, delavnico, izdali publikacijo in v bistvu je bila ta konferenca, mislim, da je tudi velika pobuda, da se je na Ministrstvu za okolje in prostor ustanovila delovna skupina, ki je do neke mere postavila temelje za zagon stanovanjskih zadrug. Ne morem pa mimo
kratkega orisa stanja na stanovanjskem področju in morda tega, kar sem že na začetku povedala, da ta država veliko premalo sredstev vlaga v stanovanjsko gradnjo. In da se ta sredstva tudi v evropskem kontekstu pravzaprav nižajo in da se vedno več sredstev vlaga na mesto v stanovanjsko gradnjo, v stanovanjske subvencije. Kar se tiče stanja našega stanovanjskega fonda, je na kratko že Tomaž Krištof orisal del tega stanja, a vendar jaz bi šla skozi dejstva, ki so pomembna za zagon stanovanjskega zadružništva. In sicer, če razmišljamo o starosti stanovanjskega fonda, vemo, da so stanovanja v Sloveniji že daleč amortizirana, stara preko 30 let, večina jih je bila zgrajena v drugi polovici 20. stoletja. To pomeni, da so stanovanja stara in mnoga neprimerna za bivanje. Teh je v bistvu 30%. Kar se tiče lastništva stanovanjskih stavb, vemo, da v Sloveniji imamo izjemno visok delež, enega od najvišjih v Evropi, imamo 91% delež lastniških stanovanj in javnih najemnih stanovanj je le 6,5%, medtem ko je tržnih najemnih stanovanj le 1,7%. To pomeni, da so naša stanovanja oziroma da je naš stanovanjski fond, kot sem rekla, relativno star. Poleg tega je pa še dodaten problem, da imamo relativno nizek delež večstanovanjskih objektov in da našo Slovenijo v bistvu imamo zgrajeno, sestavlja 66% prostoječih stanovanjskih stavb. Kar je pa še zelo zaskrbljujoč podatek, pa je padec dinamike stanovanjske gradnje vse od 80 let dalje, ko vidimo, da je gradnja padla nekje iz 14.700 stanovanjskih enot na leto na vsega 2752 stanovanjskih enot leta 2016. To je bilo v bistvu najnižja število zgrajenih stavb od osamosvojitve dalje. Kar je tukaj zanimivo, je pa tudi razmerje med investitorji, ki so bodisi pravne osebe, bodisi fizične osebe in v bistvu vidimo pri vsej tej statistiki, da gre za zgolj 10% zasebnih investicij strani pravnih oseb in 90% fizičnih oseb, kar pomeni, da se večinoma gradijo enostanovanjski objekti oziroma družinske hiše. Nekako podobno, mislim, da je stanje na nepremičninskem trgu in glede stanovanj, ki so na voljo, se nekje gibamo med prestižnimi, luksuznimi stanovanji, ki jih pravne osebe gradijo v urbanih središčih in na drugi strani, ker si večina ljudi teh lokacij, niti stanovanj ne more privoščiti, si ljudje gradijo stanovanja na obrobjih, kjer so seveda parcele cenejše. Tudi danes smo že slišali o prostorskih učinkih razpršene stanovanjske gradnje in danes vemo, da se na delo, da je dnevnih migracij, se pravi medobčinskih dnevnih migracij, kar 418.000 na dan. To pomeni, da je naše okolje skrajno obremenjeno, kar se tiče onesnaževanja z prevoznimi sredstvi. In le v Ljubljano se vozi 113.000 delovnih migrantov dnevno. Seveda, pomanjkanje stanovanja za to v urbanih središčih resnično veliko, največje pomanjkanje v Ljubljani, velik problem pa seveda je nedostopnost stanovanj, kajti za eno povprečno 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje, rabljeno, je treba danes odšteti med 8 in 9 povprečnih slovenskih plač. Problemi najbolj prizadanejo mlade in na drugi strani seveda starejše, ki z skromnimi pokojninami ne uspejo več vzdrževati svojih stanovanjskih hiš. Pri nas vemo, da imamo zopet enega izmed najnižjih, najbolj zaskrbljujočih poznih odhodov mladih iz starševskega doma. Fantje odidejo ob starosti 30 let, dekleta ob starosti 27 let in pol. Poleg tega so tukaj spremembe na trgu dela, nestalne zaposlitve, delo od doma,
in tako naprej. Skratka, mladi so dejansko soočeni z velikimi problemi pri dostopu do stanovanj. Do stanovanj ne morejo priti niti kot najemniki, zato ker je delež najemnih stanovanj pri nas izjemno nizek, sami stanovanjski skladi pa uspejo zagotoviti okoli 10% potreb. Zakaj torej stanovanjske zadruge? Zakaj bi bile smiselne stanovanjske zadruge? In v tem primeru bom govorila predvsem o najemnih stanovanjskih zadrugah. Zato, ker lahko uresničujejo javni interes, ki je zapisan tako v nacionalnem stanovanjskem programu oziroma resoluciji in v drugih strateških dokumentih, kot so prostorski oziroma načrti stanovanjskih občin glede potreb stanovanj. Najemne stanovanjske zadruge večajo dostopnost kakovostnih stanovanj za vse ljudi. In pri tem so vključene tudi ekonomsko šibkejše skupine ljudi. In uvajajo tip stanovanjske preskrbe, ki ne temelji na lastništvu in hkrati ni profitno naravnan. Stanovanjske zadruge zato povečujejo delež najemnih stanovanj za cenovno ugoden, varen in trajen najem. Poleg tega zasebna nešpekulativna vlaganja v stanovanjsko gradnjo omogočajo javnemu sektorju, da z manjšim vložkom poveča fond trajno najemnih stanovanj. In hkrati stanovanjske zadruge lahko doprinesejo k regulaciji stanovanjskega trga. Razvijajo tudi trajnostne oblike bivanja, ki z organizacijskimi in prostorskimi zasnovami temeljijo na participaciji in demokratičnem odločanju. Za par primerov bom na kratko orisala primer v Švici in v Avstriji, kjer so stanovanjske zadruge prepoznani kot zelo učinkovit partner na področju zagotavljanja na področju stanovanjske oskrbe. Gre za mesto Zürich, kjer imamo kjer je 91% najemnih stanovanj in 20% od tega ga zauzemajo stanovanjske zadruge. To je, kot vidimo, zemljevid Züricha in delež najemnih stanovanjskih zadrug. In hkrati Švicarji izkoriščajo stanovanjske zadruge za promocijo naprednih in družbeno integrativnih oblik prebivanja, kajti običajno so v stanovanjske zadruge vključene tudi ekonomsko šibkejše skupine prebivalcev, gibalno ovirani, socialne stanovanja in tako naprej. Hkrati te zadruge skrbijo za boljšo okoljsko povezanost in za boljši razvoj posameznih okolišev. Kaj sploh je stanovanjska zadruga? Je organizacija, ki v bistvu združuje ljudi s ciljem zagotavljanja dostopnih najemnih stanovanj. Temelji na načelih prostovoljnega članstva in samoupravne strukture, odločanju po načelu en človek, en glas in se pravi soodločanje pri odločitvah tako bivanja v zadrugi kot organizacije življenja. Najemna stanovanjska zadruga spodbuja skrb za skupnost tako v okviru zadruge kot za širše okolje. In hkrati je neprofitno naravnana, v primeru, da se pojavi profit, ga zadruga vlaga nazaj v svojo osnovno dejavnost. Modeli so različni, mogoče jih ne bi niti naštevala, ne opisovala. Kar nas je zanimalo tako zadrugo zadrugator kot na fakulteti za arhitekturo je model najemne participativne stanovanjske zadruge. Predpogoj za delovanje vsake zadruge pa je sodelovanje zadrug z javnimi akterji, tako z mesti, občinami, se pravi zadruge so v Avstriji, v Švici, v Nemčiji upravičene do ugodnega najema zemljišč, ki jih imajo mesta namenjena za neprofitno stanovanjsko gradnjo. In predpogoj seveda tega je aktivna zemljiška politika občin in mest. Stanovanjske zadruge niso novost, poznali smo jih že v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, to je recimo znana zadruga Stan in dom, ki je gradila za svoje člane hiše na Viču.
Tudi v času socializma smo poznali zadruge, vendar to so bile gradbene zadruge, v katerih so se združevali ljudje, da so si lažje organizirali gradnjo in so po izgradnji hiš razpadle. Danes pa nas dejansko zanimajo najemne participativne stanovanjske zadruge. To pomeni, da so člani hkrati lastniki in najemniki stanovanj. Zadruga stavbo zgradi in odda stanovanja v trajen najem svojim članom. Bistveno pri tem je participacija članov, ki v samo finančno konstrukcijo prispevajo 10 do 15% vrednosti stanovanja, kar je osnovni kapital zadruge. Zadruga na to pridobi zemljišče od mesta oziroma občine pod ugodnimi pogoji in kasneje, ko stavbo zgradi, oddaje ta stanovanja po stroškovni najemnini. Stroškovna najemnina je najemnina, ki v bistvu zdaj že vodi v prvih stanovanjih za oddajo slovenski republiški stanovanjski sklad in najemnina zadruge bi bila podobna, izračunana na podlagi investicije, povračila kreditov, vzdrževanja stavbo in vzdrževanja stavbe in seveda rezervnega sklada. Člani pa v primeru izstopa zadruge dobijo povrnjen svoj nominalni delež. Morda na kratko o participativnih najemnih stanovanjskih zadrugah, za katere bistvo je, da so vsi člani že od začetka procesa, ko zadruga nastaja in ko se stavba načrtuje in kasneje gradi, vključeni v proces načrtovanja. Tukaj bi šla kar naprej. Zopet dva lepa primera mesta Dunaj. To je ena izmed zelo znanih zadrug, ki je nastala v 90-ih letih, Zark Fabrik, nastala je na območju bivše tovarne Krst, kjer so in danes združuje, mislim, da okoli preko 130 stanovanj. Bistveno za to zadrugo pa je, da so bili vsi člani, vsi bodoči stanovalci že od začetka vključeni v proces nastajanja te zadruge. Zadruga je zanimiva tudi zato, ker nudi določene programe za lokalno skupnost in združuje v svojem konceptu ne zgolj bivanja, temveč tudi kulturne, sprostitvene, športne in ostale družbene dejavnosti. Skratka, zadruga je na en način generator lokalnega življenja in zato prepoznana kot dejansko ugoden, trajnosten način reševanja stanovanjske problematike v mestih. Von projekt Vin, ravno kar pred kratkim mnogokrat nagrajen projekt, ki ravno tako poleg bivanja vključuje še druge dejavnosti, kot so sprostitev, družbene, športne in ostale dejavnosti. Kar je morda zanimivo tudi za nas v tem primeru je, da so se stanovalci odločili, da namesto izgradnje 40 mest v podzemni parkirni garaži, da se raje odločijo za souporabo 4 avtomobilov in namembo 700 000 evrov, ki bi jih sicer namenili za gradnjo podzemne garaže, so vložili v izgradnjo skupnostnih prostorov, kot so skupna kuhinja, skupna športna soba, skupna soba za igro otrok in športna terasa na strehi. Kje smo mi in kaj potrebujemo za vzpostavitev stanovanjskih zadrug? Prvič potrebujemo zakonodajno-pravno ureditev. Deloma, kot smo brali predloge novega stanovanjskega zakona, naj bi to ureditev stanovanjskih zadrug zagotovil. Trenutne zakonodajno-pravne možnosti, ki smo jih našli za izpeljavo pilotnega projekta, je zakon o javno-zasebnem partnerstvu, a vendar verjamem, da bo za novo zakonodajo in z delom na modelu stanovanjskih zadrug možno razviti tudi bolj ugoden model. Kar pa je res nujen predpogoj je razvoj finančnega mehanizma, kar pomeni ne le vzpostavitev fonda za zagon stanovanjskih zadrug, ampak predvsem vzpostavitev fondov za dolgoročno ugodno kreditiranje strani
Republiškega stanovanjskega sklada in hkrati sistem ugodnih posojil, ki bi prihajali popolnoma iz komercialnega sektorja, se pravi iz bank, ki trenutno pravnim osebam namenjajo zgolj 10-letne kredite. In seveda, kar bomo potrebovali od države, so poroštvene sheme in jamstva. Na to nas čaka ureditev sistema ugodnosti za zadruge, se pravi v povezavi z mesti in občinami razmisliti o tem, katera zemljišča bi bila primerna za stanovanjsko gradnjo in katera zemljišča bi lahko občine namenjale stanovanjskim zadrugam in seveda razvoju podpornih inštitucij za zagon zadružništva. Predpogoj seveda vsega tega pa je večje vlaganje države v stanovanjsko področje in sodelovanje javnih in zasebnih akterjev pri vzpostavitvi tega sistema. In za konec, študenti, člani zadruge Zadrugator, širšimi interesenti širšega okolja in v sodelovanju tudi z upokojenci, člani Zveze društev upokojencev Slovenije, smo študenti razvijali, mislim, da smo razvili preko 30 arhitekturnih projektov v sodelovanju z njimi in kje mislimo, zakaj smo se za to odločili, zato ker menimo, da je stanovanjsko vprašanje dejansko tako pereče, da se ga moramo lotiti iz različnih koncev in končno začeti razumevati stanovanje ne kot ekonomsko dobrino, ampak predvsem kot socialno dobrino. Hvala.